Na vprašanje, kako velik zraste nepozemnik, nam daje odgovor tale grm. Tukaj raste že svojih 30 ali 40 let in vidimo, da se je povzpel do 4 metrov višine. Če so nepozemniki dobro oskrbovani, to pomeni redno gnojeni, okopavani oziroma zastrti z listjem, potem je njihov cvetni nastavek bogat. Kadar pa morajo rasti na goli travi, takrat je tudi njihova cvetivost manjša. Na tem grmu pa lahko pokažem še eno posebnost. Na tem nepozemniku imamo vejo, ki ne cveti. Torej, če smo natančnejši, ta veja je že odcvetela in sicer oktobra in v začetku novembra. Zakaj? Zato, ker se je iz koreninskega sistema pojavil poganjek, ki je iz podlage. In virginski nepozemnik, ki daje korenine vsem žlahtnim nepozemnikom, cveti v drugem letnem času. Ko takšen poganjek opazimo, ga moramo nemudoma iz grma izrezati, drugače nam v nekaj letih lahko v celoti preraste žlahten grm. Takšen je videti nepozemnik v svojem polnem cvetju. Ta grm je še mlad, tukaj raste svoja 3 leta in bo sčasoma tudi količino vej in cvetja povečal. Nepozemnik zna zacveteti takrat, ko je sneg še, torej ko leži še sneg, vendar so se dnevi že ogreli čez 10 stopinj. Letošnja zima je suha, brez snega in zato je tudi nepozemnik v takem rjavem okolju. Kakor pa lahko vidite v ozadju, je vsa ostala narava še speča. Sami cvetki nepozemnika so videti kot rumeni pajkci, ki se pač s svojimi rumenimi trakci spuščajo navzdol in kadar pride mraz, takrat se ti cvetovi v bistvu zložijo in se ob toplem vremenu spet razpustijo, tako da ima nepozemnik svoje življenje. Tisto, česar po posnetku ni mogoče zaznati, je zelo prijeten vonj nepozemnikov. Namreč ta vonj je vonj po prijetnem, po čistem, po snažnem in iz tega razloga je tudi zelo pogosto nepozemnik dodan sredstvom za nego kože. Ne sicer ta, ki je po poreklu torej azijski križanec, ampak ameriška vrsta virginskega nepozemnika je sestavni del marsikaterih sredstev za nego kože. Grm moramo posaditi na mesto, kjer je zmerno zaščiten, torej če raste v senci, ga bo cvetje v nekaj letih minilo. Če je na premočnem soncu, se pa tudi ne počuti dobro. Tukaj je lega idealna, ker so tla zastrta z listjem. To je tisto, v čemer nepozemnik zares uživa. Pri pomladi cvetočih nepozemnikih imamo na voljo celo vrsto sort. Najbolj učinkovite in tudi najbolj vesele so tisti, ki cvetijo rumeno. Ker pa ljudje vedno cenijo tisto, kar je malo manj običajno, je veliko vrsta tudi oranžnih oziroma rdečkastih. Tule imamo primer oranžno cvetoče sorte, ki je zlasti lepa takrat, ko se v cvetne listke opre nasprotna svetloba in ko je ozadje temno. V nekem pomladno pustem vrtu, oziroma zimskem pustem vrtu, pa tudi takih vejic ne bomo kaj dosti opazili. Rumene pač bomo. Tukaj je še posebnost, ki nekatere ljudi nekoliko vznejevolja, namreč dejstvo, da se nekateri listi jeseni ne spustijo na tla, ampak ostanejo na vejicah čez zimo suhi. Če ljudi to moti, pač lahko že pred cvetenjem te liste posmukajo, rastlini s tem ne bodo naredili nobene škode, cvetje bo prišlo pa nekoliko bolj do izraza. Nepozemnike je zahtevno razmnoževati. Torej, domače podtikanje navadno ne rodi uspehov in rastline, ki so na prodaj v vrtnih centrih, so pa po pravilu na prodaj v loncih. In ker so v loncih, jih lahko sadimo pravzaprav v vseh letnih časih, kadar je zemlja zamrznjena. Če boste svoj vrt obogatili z nepozemnikom, izberite mesto, ki je pozimi dobro na očeh, običajno je to na poti od ceste do hiše, in posadite ga tako, da boste tudi z nosom lahko prišli v bližino njegovih cvetov. Kajti še enkrat poudarjam, ne samo to, kar je pri nepozemniku videti, tudi njegov vonj je velika kakovost tega okrasnega grma.